Pozdravljeni, moje ime je Steve, to je malo nenavaden, moj priimek pa sploh, da je Barbara mogla moj priimek prevzeti, ali da je to dovolila, je kar pogumen dejanje. Jaz sem sicer Američan, živim že zdaj 25 let v Sloveniji, nekaj slovensko sem naučil, tako da upam, da boste razumeli vse, kar si želim danes tudi podeliti. Jaz bi želel samo posebej na začetku pohvaliti vse može, ki ste danes tu. Ponovno potrdite, da vam je mar za vaše odnose. A to drži, može, nam je mar za odnose. Ja, nam je. To drži. Daskrat obstaja nek mit tam zunaj, da moškim ni mar za svoje zakone ali odnose, ampak to ne drži. Danes bomo, upam, malo osvetlili mogoče, zakaj dajemo tak vtis. Ker v resnici nam je zelo mar, da smo uspešni, poleg v svoji službi in to, kar je nam pomembno, to, kar mi poskušamo navzven, ko pa poskrbimo za družino, želimo poskrbeti, da imamo za družino tisto, kar je potrebno in dostkrat je to nekako napačno razumljeno. In jaz želim samo ponovno pohvaliti vsem možem, ki ste danes tukaj, kažete, da je vaš odnos res vam pomembno in upam, da mogoče, ko bo ta večer že konec vaše žene, boste vas pohvalili, da ste bili danes tu. No, pa še nekaj na kratko o nama. Poročena sva 25 let, imava 3 zdaj že skoraj, odrasle otroke, 24, 20, oziroma 21 bo zdaj in 18. Tako da bližava se praznemu gnezdu, ena ptička je že odletela, drug je na pol poti, čez teden je na Bledu, za vikende doma, tretjega pa zelo spodbujamo, da najde kakšno lokacijo izven Ljubljane. Tako da prav je, da ko otroci v bistvu odrastejo, da jih prepustimo, da jim damo krila, da odletijo iz tega gnezda in fajn se je v zakonu potruditi, vidim, da smo, pardon, moram kakšne posebne pare pozdraviti. In prav je, da vlagamo v ta odnos, ker potem, ko ptički odletijo, ostaneva samo mi dva v tem gnezdu in kaj bova počela. Vidva sta tudi, že ptička ja, s praznim gnezdom. In takrat je fajn, če sva vlagala v ta odnos, da lahko skupaj kavo pijeva in se še o čem pogovarjala. Zato moramo imeti vizijo in se mi zdi, da je to pomemben za nas može, ker smo zelo nagnjeni, da lahko zelo hitro poročimo z našim delom. Posledično potem žena se poroči z otrokom. In ko pa potem prihaja do tistega časa, ko naj bi otroci šli od doma, nastopi kar precej veliko napetosti. Tisto tako imenovano midva se ne razumeva, je nek znan stavek in se moramo preprečiti, da pride do tega. In zato mi potrebujemo pomoč v tem času, ko pa imamo otroci vmes, da se lahko sanjamo o tem, s kom bom jaz pil kavo, takrat, ko bom jaz 65 let star. Ali 68. Ali 70 pač. Odvisen, kam gre to državo, kar se tiče pač upokojitev. Ampak dobro, to je drugo vprašanje. Ampak moramo imeti vizijo za to. Posebej zame, meni je pomemben, da imam jaz mamico, ženo in ljubica vse v eni osebi. To je zelo pomembno. Prvič je to bistveno najcenej. To je prvi razlog, zakaj je to dobro. Drugo, šparamo veliko na živcev. Vemo, kakšne so posledice, če pa nam nekako ne uspe to ustvarjati, da sva midva skupaj, dokler da smrt naju ne loči. In to je naš cilj. Ampak naše upanje ni samo v tem, da midva preživiva, ampak cilj je, da se tudi uživa na tej poti. To ne izključuje težkih trenutkih, spore, ki bomo definitivno imeli, ampak lahko generalno gledamo, lahko uživamo v tem odnosu in to je naš cilj. O tem si želimo danes majčkeno posvetliti, kako je to možno.
Ja, in zdaj je ravno ta svetopisanski maraton in mnogi ljudje v bistvu niti ne vedo, kako je Sveto pismo praktično, kar se tiče medsebojnih odnosov. Notri se najde en kup zelo praktičnih nasvetov. Naj samo nekaj takih praktičnih vrstic omenim, recimo v pregovorih piše: naj bo blagoslovljen tvoj vrelec, razveseljuj se ženo svoje mladosti, ljubka košuta in mila srna. Njena čustva naj te vsak čas opajajo, bodi vedno zamaknen v njeno ljubezen. Zakaj bi sin moj blodil za tujko in objemal prsi tujke? Kajti Gospod ima pred očmi človekove poti in opazuje vse njegove steze. In kar je tukaj tako lepo, ker reče: razveseljuj se za ženo svoje mladosti. Zdaj, tisti, ki smo že nekaj let v zakonu, smo že prehodili neko pot, in se mi zdi lepo, da Sveto pismo spodbuja, da naj se še vedno razveseljujemo za to ženo iz mladosti. Jaz sem še vedno ta žena iz mladosti. Ja, si, ne pozabi. In Sveto pismo pravi, da ne samo, da preživimo v enem odnosu, ali pa da samo da vztrajamo sam zaradi moje ljubezni do Boga, zdaj tukaj vztrajam in se matram. Ampak v bistvu Sveto pismo nam govori, da lahko celo uživamo v tem odnosu, smo veseli v tem odnosu. Velikokrat srečava pare, ki res samo poskušajo preživeti, ampak lepo je tudi biti vesel v tem odnosu. In kot sem rekel, nekaj praktičnih nasvetov iz Svetega pisma. Ljubite drug drugega, goreče se ljubite. In včasih, ko beremo te izjave drug drugega, pomislimo, če smo v cerkvi, pomislimo, ja, une ljudi tam, skupino, v kateri smo aktivni, ne? Ampak pozabimo, da v bistvu ta je, poleg našega odnosa z Bogom, je to ta prva relacija, kjer lahko to prakticiramo. Če smem dodam, Barbara ni samo moja žena, ampak ona je Božji hči, kakor sem jaz tudi Božji sin. In preden, da sva midva pripadala drug drugemu, oba sva pripadala Bogu. To je zelo pomembno za vsake izmed nas, da mi vemo, s čem mi ravnamo. Ja. To ni moja last. To je last nekoga drugega. In to naj bi tudi vplival tudi na moj odnos do tega, ker bom na koncu tudi dal neko vrsto odgovor za moje ravnanje s tem premoženje, ki ni moje, ampak pripada nekoga drugega. Torej, vse to, kar Sveto pismo nam govori o drug drugemu, velja tudi za nas. Barbara ni samo moja žena, ampak, če lahko rečemo v krščanski žargona, je tudi moja sestra. Torej, ljubite drug drugega, goreče se ljubite, predani bodite drug drugemu, spoštujte drug drugega, drug do drugega gojite ista čustva, ne sodimo drug drugega, sprejemajte drug drugega, medsebojno se svarite, pozdravite se med seboj. Včasih pari kar pozabijo, tako ko pridejo domov, da bi se pozdravili. Nekje piše tudi, da naj se poljubimo z svetim poljubom. Mož pride čez vrata in prav, edini, ki me je vesel, je naš pes, ki me pride pozdraviti. Torej, lepo se je pozdraviti, ko pridemo domov. Služite drug drugemu, ne grizite se med seboj in se ne obžirajte. Wow. Ne izzivajmo drug drugega, ne zavidajmo drug drugemu. To je zate. Drug drugemu nosite bremena, prenašajte drug drugega. To je zame, ja. Bodite prijazni in dobrosrčni drug do drugega. Odpuščajte drug drugemu, podrejajte se drug drugemu. Drug drugemu, ne samo ena. Ne lažite drug drugemu, poučujte se med seboj, tolažite drug drugega. Ohrabrujte in spodbujajte drug drugega, izgrajujte drug drugega. Spodbujajmo se k ljubezni in dobrim delom. Ne govorite drug proti drugemu. Drug drugemu priznavajte svoje grehe. Molite drug za drugega.
Bodite gostoljubni, bodite ponižni drug do drugega in še bi lahko naštevali. In tamle na steni vidim zlato pravilo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim. Ne? Če si želim, da mi je odpuščeno, da je nekdo milosten, da je prijazen do mene, da je uslužen, ali sem pripravljena to tudi jaz storiti njemu. Ne? Včasih ostati biti sebičen in pričakovati, da bomo imeli dober odnos, žal ne bo šlo. Ne? Če mislim, če boš ti izpolnjeval moje potrebe, potem bom jaz tudi nekaj tvojih. Ne? Jaz dam 50, ti daš meni 50%. To v zakonu žal ne gre. Tukaj sva oba poklicana, da dava 100% drug drugemu in brez pričakovanja. In ljubezen v bistvu ne bi pomenil to, kaj lahko storim zate v tvoje dobro. To bi bila nesebična ljubezen. No, ampak, ko pravim, da je Sveto pismo zelo praktično, je še nekaj, Pravi, da vrla razumna žena je krona svojemu možu. To je meni zelo lepa vrstica, ker v bistvu, ko kralj dobi krono na glavo, takrat v bistvu sprejme to avtoriteto. In se mi zdi, da žene lahko za svojim govorom, vedenjem, obnašanjem tudi potrdimo to moževo vlogo oziroma avtoriteto v našem življenju oziroma v družini, in o tem bova malce kasneje govorila. In razumna žena, piše, je od Gospoda. Pravim, razumna žena, sem razmišljala, kaj je to razumna žena, Razumna žena je lahko tudi tista, ki se zaveda potreb svojega moža, ki ga malo preštudira. In o tem bomo tudi malce kasneje govorila. In v Matejevem evangeliju je Jezus tako preprosto in tako krasno in tako super povedal, ko so ga učenci spraševali, kaj niste slišali, da jo je Bog na začetku ustvaril kot moškega in kot žensko. In meni je to tako, kot da bi tako Jezus hotel reči, mislim, halo, tako kar reče najstniki, halo, a ne razumete, Mislim, moškega in žensko, dve popolnoma različni biti, vsak s svojimi potrebami, značilnostmi. In zakaj hočemo vse dajati v isti koš? Družba želi prodati to miselnosti, da kot moški in ženske smo mi enaki. Ali smo isti. Pa tega pa definitivno ne drži. Znanost to počasi zelo močno potrdi, da to ne drži. Smo enako vredni. Kakor je Trubar dejal, pred Bogom smo vsi glih. Eni rečejo, pred križem ni večji krompirje ali manjši krompirje, je samo pire. Torej smo vsi enaki pred Bogom, smo enako vredni, ampak to ne pomeni, da smo mi isti. Smo moški in ženski. In ko je Bog ustvaril človek, je imel Adam in je ga ustvaril iz zemlje. Iz zemlje smo prišli, iz zemlje tudi vrnemo. Potem je v njemu vdahnil življenje in on je postal živo bitje. In se vemo, kako se ta zgodba nadaljuje. Adam je bil dano potem naloga, da imenuje vseh živali, ki so bili ti fenomenalno dogodek, ko pa Bog komi čaka in gleda, kaj bo Adam dal za imene, za vse živali. Potem na koncu nekaj manjka, ker vidi, da so prišli v dvoj. Ampak Adam pa nima svojo družico. In Bog pravi, to jasno ni dobro. Potem je Adam položil, spi, v nekem stanju je bil, in Bog je potegnil iz Adama tisto, kar je potreboval, da je naredil Evo. In zdaj to, kar je prej bil v Adam, zdaj ni več v njem. Je zdaj v njo. To, kar zdaj ona ima, ni več v njem. Skupaj ona dva odsevata Božji lik, njegov odsev. Kot Emerson nam pravi na tečaju ljubezen in spoštovanje, to je kot modra in roznata barva, ko pa jih daš skupaj, dobiš katero barvo?
vijolična, ne, ki je božja barva. Ne, in ta prispodoba ni dano, da bi bili mi stereotipično v svojih predstavah, ampak je namenjen k temu, da da tisto razumevanje, da skupaj midva odsevata božji lik. Sam dostikrat je problem je samo v tem, da sva midva tako različna. Nisva ista. Jaz sem moški, ona je ženska. Jaz pa ne želim, da družba poskuša narediti iz meni žensko. Nisem. To nimam v sebi. Ne bom poskusal tudi, priti v stiku z mojo ženski stran, ker tega nimam. Jaz sem 100% moški. To ne pomeni, da ne morem razumeti ali želeti z razumevanjem za žensko, kakor apostol Peter nam govori v svojih spisah, da naj živimo razumno z njo. Torej, mi moramo razumeti, kakšen je ta storitev, zakaj sva midva različna in na katera področje sva midva različna. Ker pa če tega ne razumeva, dostikrat potem začnemo pokazati prst in rečemo, da je nekaj narobe s tabo. In se ne razumeva. In konflikti dostikrat nastanejo ravno zaradi tega nerazumevanja, izhajamo iz sebe, namesto da prepoznamo tudi potrebe, ranljivosti in želje partner, ki je povsem drugačen od nas. In v Korinčanih nam Pavel oziroma Sveto pismo nam daje tako realno sliko zakona, se mi zdi, ne? Ko pravi tako parafraziran. Če ste se poročili, niste grešili, ampak kaj? Boste imeli težave. Zdaj, kakšne težave, ne? Zdaj, ki ste poročeni, ste verjetno že izkusili kakšne težave, ne? In te težave lahko izhajajo iz tega nerazumevanja naših razlik, naših različnih osebnostnih značajev, potem lahko naših družinskih ozadij. Tukaj bi naštevala lahko ogromno stvari, nekaj se bova jih dotaknila danes, ker v bistvu vsak par, skoraj ko ga srečava, reče, midva sva si tako različna, ne? In tako pomislim, ja, saj različna sta si bila že, ko sta se spoznala. In ravno te različnosti so bile tiste, ki so jo pritegnile kot magnet skupaj, ne? Tekom zakona lahko te različnosti lahko začnejo malo, gledamo več na nekaj kot na nekaj čudovitega, ampak nekaj, kar nas začne malce odbijati, če ne najdemo ponovne vrednosti v tem. Zdaj, če bom zelo praktična, midva sva tudi ravno precej različna, Steve, kot ste slišali, izhaja iz Amerike, jaz sem tukaj Slovenka, Ljubljančanka, ne? In on je imel v družini, so bili sami fantje, 4 fantje, jaz sestro, torej svet športa zame sploh ni obstajal. Nisem po naravi športen tip, to se sicer vidi, ampak pri nas je bila doma kultura, umetnost, koncerti, tako pač, radi smo, zgodovina, v vaši družini šport. Samo šport in šport. Golf, košarko, plavanje, tenis, kolesarjenje, vse, kar je bilo možno. Ameriški futbol. Ja, tako 2 različna svetova. Pri nas si vse delimo, bil čas socializma, v katerem sem odraščala, vse je treba razdati, vse nam je skupno. Individualno dosežke in napredovanje je visoko vrednost in vrednot sploh v naši družbi. Jaz izhajam iz družine ločenih staršev. Moji so bili skupaj 52 let, dokler je moj oče umrl leta 2008. Osebnostno pa sva si tudi precej različna. Ona je sangvinika po svojem značaju. Mešana, ja, se smo si mešani nekaj. Jaz sem bolj melanholik, torej jaz se rad premišljujem. Sicer znam govoriti tako, ampak če sem jaz doma,
jaz lahko komod sedim v enem kotu in sploh ne veste, da sem jaz tam. Lahko berem, lahko razmišljam. To vrsto željo po zabavo jaz pa nimam. Jaz imam rada barve, torej tisti, ki ste bili pri nas doma, ste videli, da imamo veliko barv doma. Tako, kakšen je mislil, da imam mehiške korenine, pa nimam. Torej, take barve so. Stevova barva je bolj modra, bela, črna. Še to je zdaj kar. To je živahno. To je napredek. Belo, črno, to je dosti. In na začetku, ko smo se spoznali, ste rekel, ti prinašaš toliko sonca in veselja in življenja v moje življenje. Ne? In ko sem jaz njega spoznala, me je ravno pritegnila ta resnost, premišljenost, stabilnost, to, da je znal poslušati, ravno ta umirjenost. Ne? In potem tekom zakona, ta umirjenost, ta resnost, ta premišljenost, s časoma v bistvu ni bila več tako privlačna, ampak je celo na momente, kdaj je hodila na živce. Dokler nisem odkrila ponovne vrednosti v tem, ker ko pridejo nevihte v življenju, ko pridejo pač v vsak odnos, sem ugotovila, kakšen božji dar je Steve zame. Da v takem času nevihtnem, da imamo v sebi osebo, ki je stabilna, ki ne odreagira tako čustveno, kot bi sicer jaz, ampak zna premisliti, ne odreagira čustveno, vse v bistvu pri njemu vse takole. In da je to čudovit dar, ki meni zagotavlja en občutek varnosti, stabilnosti, nekdo, na katerega se lahko zanesem. In se mi zdi, da vsak par pride v odnosu do te točke, ko mora ponovno odkriti vrednost drug drugega. Ta božji dar, ki je od samega začetka, ker verjamem, da ni naključje, da sta vidva skupaj, pa vidva skupaj, pa vidva skupaj, da če verjamemo, lahko verjamem, da je Bog tak, ki nas je pripeljal skupaj. In prav je, da odkrijemo to ponovno vrednost drug v drugem. Tako je. Ja. No, in lahko si mislite, da verjetno ta živahnost in barvitost in tako. Če lahko rečem, pač na njen, če bi bilo najno življenje kot monitor za vitalne znake, Barbara je bila taka. Je imela velike, visoke trenutke, ampak je imela tudi nizke. Dnevi, ko je jokala, da je vse narobe, pa nič ne bo dobro, pa potem spet navzgor, pa spet zdol, malo negativna, pa malo pritežuje. Moje so bi take, jaz sem več ali manj skozi enak. Ampak če si tak, nekateri pač reče, da to je stabilnost, nekateri pravijo, da je to mrtva. To je čisto stvar interpretacije. Zame je to stabilnost. Zanjo v določenih trenutkih je bilo to mrtvo. No, ampak to gre spet nazaj na prepoznavanje te prednosti, katere mi prinašamo v tem odnosu. Jaz sem se učil, da biti z njo pomeni, da res pripelje veliko barve v mojem življenju in se moram se učiti živeti z vsemi visoke trenutki in tudi nizke. Jaz ne vidim to kot slabo. In vi morate odkriti teh posebnosti pri svojem partnerju, kaj cenite pri njih in znamo to držati v odnosu, da je to klima, katero mi želimo negovati. Slovenska družba je zelo kritična družba. Ne vem, če ste to odkrili. Malo manjka pohvale in znamo potem izluščiti oziroma izpovedati teh pomanjkljivosti, ki jih vidimo. In če dovolimo, da ta kultura preseli k nam domov in da mi sami to vrsto kulturo prakticiramo v lastnem domu, ne bomo veseli.
Če pa nam ni všeč, v kakšno klimo mi živimo, veste, mi vsi imamo potem moč v svojih rokah, da lahko sami štimamo, v kakšni atmosferi mi želimo živeti. To je v naših rokah. Noben drug ne more imeti zaslugo za vaš uspeh ali za poraz. To mi sami nosimo. In živeti v atmosfero, v kateri je spodbudno, bo eden izmed bitk, katero moramo mi kot pare sami tudi vključiti v tem procesu in ne dovolimo, da kritičnost postane en del najnega kultura. Moramo znati postaviti pravo vrednost na te stvari, katere so nam všeč, da znamo oceniti to, kar mi imamo in vidimo pri partnerju in to dati pod reflektorje. Pod očjo. Da je to vidno, da je to slišano. Ker če pa ne, mi vedno izogibamo ljudi ali prostorih, ki nam povzročajo bolečino ali nelagodje. To je zelo pomembno psihološko stvar, katero moramo razumeti za svoj lastni zakon in za naših otroki. Podzavestno mi izogibamo te ljudi in tudi teh prostorih, ki nam povzročajo bolečina ali nelagodje. Istočasno smo potegnjeni v teh mestih in ljudi, ki nam povzročajo veselje, ki nam dajo priznanje. Zato je dostikrat lažje za može, namesto da bi šli domov svoje ženi, raje ustavijo pri lokalu s svojimi prijatelji, ker ko pa bodo skupaj s prijatelji, bodo pohvaljeni. Bodo dobili neke vrsto potrditev. Ko pridejo domov, včasih namesto potrditev slišijo seznam stvari, katere treba urediti ali narediti. In je zelo pomembno, da mi prevzamemo odgovornost za ta prostor, katero mi govorimo, da je naš dom. In da v tem mi prinašamo teh elemente, katere mi sami želimo, da so tam, da bo ta prostor prijetno za živeti. In v Sloveniji imamo ta pregovor, da žena podpira 3 vogale doma, ne? Ampak dejansko v bistvu smo mi tiste, ki nekako ustvarjamo to atmosfero doma. Včasih, če kakšnega moža vprašaš, kaj pa mu je všeč pri njegovi ženi, dostikrat večina mož kar izleti z njih, ja, je krasna gospodinja, je dobra mama, skrbi za dom, ne? In je ponavadi žena presenečena, ne? Kako mu je vse to tako všeč, ne? Kaj pa jaz, ne? Kaj pa, ne? Ampak to je nekaj, kar je visoko tudi na moškem seznamu in zato mi smo tiste, ki ustvarjamo atmosfero. A bo ta dom prijeten za priti domov? Ali tako, kot je Steve rekel, raje še malo ostane po službi s prijatelji, ne, da ne bo pač negativna atmosfera. In v pregovorih ravno 7-krat piše, ne, da je boljš prebivati v kotu nekje na podstrešju, čisto v zadnjem kotu nekje na podstrešju, kot s prepirljivo ženo. In ali pa stalno pronicanje vode, ne, kapljanje vode je žena, ki kar naprej se jezi. To so, mislim, da še vedno nekje uporabljajo za mučenje ljudi, ne, da jim kaplja stalno voda. Ne. In ženske znamo včasih, ne, tako tink, 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 ena in ista stvar, ne. Nekateri rečejo, da rečejo tako po domač, da najeda. Ne. Ampak, če gremo en korak nazaj, ne, zakaj pa žena najeda? Ne? V Svetem pismu, spet v Efežanih, je ena čudovita vrstica, kjer ste verjetno jo poznate, ste že slišali, neko pravi navodilo, da naj mož ljubi svojo ženo, žena pa naj spoštuje svojega moža. In žena, ki se v odnosu ne počuti ljubljena, ne, kjer nima te možnosti za pogovor, kjer se ne počuti slišana, kjer se ne počuti opažena v odnosu, kjer nima pozornosti, ne, se bo instinktivno želela povezati z svojim možem, ker bo želela ta pogovor z njim.
ker v bistvu pogovor zanjo je nekaj, s čimer se ona povezuje z njim. In če tega nima, potem postane nezadovoljna, kritična, gre za njim, ne, in želi se pogovarjati z njim, on pa se ne želi pogovarjati. In v tem pa majhen, v bistvu, ja, moramo zdaj govoriti, ker bo kmalu konc. Tako da pogovor je ena izmed temeljnih ženskih potreb. In ko so veliko let že nazaj delali raziskave med moškimi in ženskimi potrebami, oziroma dali so seznam različnih potreb moškim in ženskam, in so potem kljukali. In kar so ugotovili, je bilo presenetljivo, da so se te potrebe moškega in ženske precej razlikovale. Tako da bova na kratko samo pojasnila te različne potrebe. Vi pa lahko pogledate, a so to tiste, ki so tudi na vašem seznamu, oziroma kaj bi vi dodali zraven. In vaša naloga danes bo, da se o tem vidva potem doma ali na poti pogovorita. Ne? A to velja tudi zate. Katere so pa tvoje potrebe? Ne? Naprimer, na ženskem seznamu so našli kot prvo potrebo. Mogoče vprašamo možje, kaj vi mislite, da je najbolj pomemben za vaše soproge? Kaj si ona najbolj želi? Ni treba na glas, ne bi slučajno bi bil kdo kregen. Kako ti to veš, Popol? Zakaj pa tega ne delaš, če to veš? Kaj si ona želi? Mogoče včasih pridemo do mogoče hitrej odgovor, če pa vprašamo, ker je najbolj pogosto pritožba. Midva se sploh nič ne pogovarjava. Ne? Ja. Torej, primarna in najbolj pomembno pri teh raziskave, katere so žene sami odkulkali, najbolj pomemben za njih je pogovor z možem. Besede. Besede so na nek način hrano za njeno dušo. In kar je zanimivo, instinktivno, skoraj vsi mi možje v tej sobi smo znali to tudi na začetku najnega odnosa to zelo dobro delati. Eden izmed sredstva, katere smo mi uporabljali, da smo se povezali, smo želeli, da je ona povezana z nami, je to, da smo namenili precej veliko besed in pripravljenosti tudi prisluhen, gledati v očeh. Jaz se spomnim, da sem iskal čisto vsako trenutek izven delovnika, da sem bil z njo. In sva potem zmenila po telefonu, ko pa je delovnik končano, kje sva bomo midva dobila. In takrat, ko sva se midva dobila, kaj sva midva počela? Ne, nisva lučkala. Ne, sva se pogovarjala. Potem sva šla malo na sprehod in sva se pogovarjala. In potem sva sedela na sklopu. In sva se na klopci in sva se pogovarjali. In potem je prišel konec tega dneva, to je 5 ur. 5 ur. Danes to težko predstavljam. Ja. In potem jo peljem do avtobusne postaje, ko ona gre domov in ona gre na avtobus. Medtem, ko smo čakali na avtobus, kaj sva se počela? Sva se pogovarjali. Potem ona gre domov in potem grem jaz do svojega stanovanja, čakam, da ona pride domov. To je bil čas pred mobitelem in čakam, vem skoraj natančno, koliko časa ona rabi iz postaje do doma. In potem jaz kličem in ona gre noter v domu, telefon zvoni, sestra dvigne. Halo? Barbara! Zate je! In ona pride, živijo. Kako je bilo na poti domov? In potem nadaljujemo še za kakšno uro na telefonu. Zakaj se je zgodilo vmes? Ja, ne vem. In predvidevam, da večina možje v tej sobi je nekaj podobnega se je zgodilo. Ste znali nameniti vašo pozornosti besede količinsko. Ste bili pripravljeni njej nameniti nekaj, kar je dejansko hrano za njeno dušo in posledično se je ona počutila povezan z vami in je bila pripravljena tudi v določenem trenutku reči da na vašo podbudo, če bi ona delila svojo usodo z vami.
Wow. Potem se poročimo. In ko se ponavadi poročimo, večina možje so mislili, da so prišli do ciljne črte. Žena ima povsem drugačno miselnosti, ona je na štartna črta. In on gre potem do naslednjo stvar, katero si želi osvojiti, ponovadi v službi ali drugo stvar, in pusti svojo družico za sabo. Torej, besede je ena ključna sestavina za žene, da se počutijo dobro, ljubljene, povezane skupaj z svojim možem. In vemo, da je tle tudi še dodatno izziv, ker v večini primerih možje govorijo manj od svoje žene. Statistike tudi pravijo, da je ponavadi polovično manj. Torej, če pa žena govori med 6 do 7 tisoč besed na dan, možje med 3 do 4 ali 3 do 3 pa pol. In posebej je to problematično zgodaj v odnosu, ker potem, ko se poročiva, potem prihajajo otroci in potem je žena ponavadi na začetku ona doma skupaj z njimi in on gre potem delati, da bo poskrbel za družino in on trosi vse 3,500 besede, ki jih ima, skupaj z strankami in sodelavci, in on pride domov in kaj si želi? Mir. Doma je žena z otrokimi in ona ni imela nobeni odraslega pogovor cel dan, mogoče s taščo ali z mamo ali s prijateljico malo po telefonu, Google Gaga, skupaj z otroci, in to je bilo vse. In ona ima vse 6,000 besed, ko mi čaka, da on pride domov, da se lahko deli z njim. In vidimo samo v te razlike, koliko napetost nastane samo iz tega dnevnega dogajanja v življenju. In jaz sem prepričan, da vsi mi v tej sobi poznamo tega dinamika. Ni nič narobe z vami, če pa se to zgodi. Vprašanje je, kako lahko mi tako razumemo tega dinamika in da znamo, da ne dovolimo, da to preide v tako vrsto obtožbe, da njemu ni mar ali da je ona samo tečna. To se moramo izogniti in to pa rabimo majčkeno razumevanje. Ja, in ženske smo po naravi v bistvu nagnjene, usmerjene k odnosom. Ne? Vedno skrbimo za odnose, za otroke, tudi narava naših pogovorov se v večini primerov odvija okrog odnosov. Ne? Recimo sem srečala tamle Janjo in takoj smo morali se pogovoriti, kako so otroci, koliko so zdaj fantje stari, kaj počnejo. Ne? To je instinktivno. Ne? Možje v večini primerov se ne bojo pogovarjali, ko se srečajo o čustvih, o otrocih, o ženi, ampak primarno bolj o delu, o dosežke, o hobije, stvari, ki mi počnemo. Ne? In zato včasih, tudi recimo ženske so tiste, ki prve iščejo pomoč, kadar se jim zdi, da odnosi v družini ali da z otroci nekaj narobe, iščejo pomoč, svetovanje. Potem, naprimer, če gremo v knjigarno, katere knjige, ali pa v knjižnico, katere knjige gledamo, iščemo knjige o zakonu, o odnosih, o vzgoji. In jaz se spomnim, ko sva bila na začetku najnega zakona v Ameriki, kjer so krasne knjigarne, krščanske in kup knjig. In jaz se takoj zapodim v tisti predel, kjer je bilo vzgoja, družina, family. In si mislim, da logično, da on tudi pride na ta oddelek. In njega ni. In jaz gledam, kje je, on je čist na drugem koncu te knjigarne in gleda čist neke leve knjige, neke druge knjige. In jaz ga probam dobiti, ste pricam, a ni tukaj fajn, koliko je tukaj knjig, ne? In meni se je zdelo, to so knjige o odnosih, to bi pa ja moral tudi njega zanimati, ne? In ker ni prišel zraven, ker ni pokazal tazga zanimanja,
sem bila takoj tako malo prizadeta, že malo užaljena, ne? In takoj ženske si lahko hitro napletemo kakšno zgodbico. Aha, njemu mar, če bi mu bilo mara, ne? Tako kot je meni, bi on tudi prišel tukaj zraven, ne? Ampak njemu ni, gled, kakor to ima neke knjige, kaj mu bo ti izkoristil, ne? Neke teološke knjige, pa to, ne? in potem, in on si nabere tako knjig, ki jih bo kupil, ne? In jaz tisto eno knjigico hodam okrog, ne? Ki bi jo rada kupila. In mi rečem, da ne moramo to privoščiti. Ne? Ampak če ne razumemo, da smo ženske po naravi usmerjene v odnose, moški pa v delo, potem smo lahko zelo hitro prizadete in užaljene. In ponavadi hočemo človeka prikrojiti po svojih merilih. In verjetno ste nekateri zakonci, ki ste že več let poročeni, ste verjetno že ugotovili, da se zakonca ne da spremeniti. Ne? Edini, ki ga lahko spremenim, sem samo jaz samo sebe. Ne? Torej, upustite vsako upanje. No, ampak, tako da na hitro omenjava, vriševa teh 5 različnih potreb, pa potem se bova dotaknila posameznih. Torej, ženska potreba, pogovor smo rekli, potem se da še marsikaj povedati. Potem nežnost, ne? To je kakršnokoli nespolno dejanje. Lahko, ko se primava za roke, se objamava, potrepljava, pobožava, greva na sprehod, kakšno darilo, rožica, take razne drobne pozornosti, katere smo bile deležne po vsej verjetnosti tudi na začetku, pa bombonjerce, pa tak, ne? Pa večerice. In vse te male stvari dejansko nekaj povejo. Sicer to je znak, ne to povezani z besedami, ampak teh dejanje dejansko nje komunicira, da razmišljamo o njej. Oziroma jaz razmišljam o njej. Ja? Prinesem eno darilo in ona instinktivno ve, to pomeni, da si mislil meni danes. Ja, sicer to ne reče s svojimi besedami. Ja? Ampak nekje na moje poti danes sem jaz ustavil in sem nekaj kupil za njo in sem jo želel podariti. A je to rože, a je to bombonjero ali nekaj drugega. Te drobne stvari na nek način mi nalagamo na njen bančni račun, lahko rečemo. To so pologe, to so depoziti, ki nam pride prav takrat, ko moramo izčrpati z računa nekaj. Moramo verjeti, da če bomo samo izčrpali, če bom samo zahteval iz svojega partnerja, da mi da tisto, kar jaz potrebujem, prej ali slej bo ta odnos bankrot. In zato je pomemben za mi može, da mi razumemo, kaj pomeni ta ljubezen, kaj so teh potrebi, ki oni potrebujejo in si želijo. Besede, pogovor, nežnost. Nežnost, potem večina žena si želi, da je mož tudi vodja v svojem domu. In zdaj dostikrat rečem, če si to želimo, potem mu moramo tudi pustiti, da vodi. Kar pa včasih potem v praksi vidim ženam zelo težko, ker smo nagnjeni k temu, da včasih kakšen moški reče, pa ona itak misli, da vse boljš ve, pa vse zna, tako da mislim, kaj čem pol jaz, in se potem umakne nazaj in je pasiven, ne sodeluje toliko. In ker ne sodeluje toliko, je ona potem še bolj primorana, da vodi. In potem jo to frustrira in seveda frustrira tudi njega. Torej, moramo mu dovoliti, da vodi, pa tudi, če naredi kdaj kakšno napako, ali pa ne bo po moje, tako kot si jaz želim, tako kot jaz mislim, da je prav, ampak mu dovolim, da vodi. Tako. Ja. In dostikrat si žene tudi želijo, če ste verni, da je moški duhovni vodja. Torej, tako bo rekel, ko je, kriza v družini, ko zbere družina in reče, le bomo molili skupaj. Ko da predlog iniciativ in reče, gremo v cerkev, ko otroke v bistvu pokomandira, da besedo, lej ti, da je to, mislim, da je mir, otroci, ne. In to si ona želi, to vključenost. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, da je mož vključen doma pri delu. Mi dva imava en tak zelo preprost rek, 2 naredita, 2 skrbita.
3 otroci, niso kar tako padli dol, sva bila skupaj vključena v tem, torej si tudi deliva delo. Danes večino parov so oba v službah, sta oba obremenjena, in tukaj je pomembno, da se dogovorita, a ne glede delitve dela. Kakšna so pričakovanja? Včasih prinesemo naše družinske vzorce s seboj in naprimer, v njegovi družini je oče zelo rad, v bistvu je sesal, mislim zelo rad, pa če je bil vključen, je sesal in je tudi pomil posodo, Pri nas to ni bilo doma, in meni se je logično zdelo, da sem jaz tista, ki bom posesala in pomila posodo. In sem bila celo užaljena, ko je on v bistvu na začetku zakona vzel sesalc, mislim, ne, to mi še tako v redu, kakor tokno, ampak ko je začel posodo pomivati, sem mislila, da mi s tem sporoča, da jaz nisem dobra žena in da nisem dobra gospodinja in jaz mislila, to je moja vloga in sva se morala o teh zadevah pogovoriti. Torej, polagam na srce, če še niste o tem govorili, da je pomembno in večina žena si želi, da bi se on tudi vključil ali pa naprimer, če so majhni otroci, da reče, lej, bom jaz pel otroke na igrišče ali pa je zanjo izjemno ljubeče, ko vidi, da se on na tleh igra z otroci. Ker otroci so nekako podaljšek nje. Dobesedno. Ja. Ko pa pridejo ven, so povezani skupaj z njo. Dokler da nekdo to prereže. Ampak v duševnem smislu so otroci se zmeri povezani z njo. Zato je tudi kvaliteta vajnega sobivanja, kvaliteta, ta vez med vama je ključna, da se lahko tudi otroci na svojo pot lahko grejo. Ker je namen, da oni zapustijo vaš dom in živijo svojo usodo. In na koncu pač midva ostaneva. Midva zdaj počasi prihaja v ta stadijo življenja in jaz komaj čakam. Jaz se veselim tega. Ne, da je nič narobe z našim otrokom, ampak mi želimo jim dati krilje, da oni lahko tudi živijo svojo življenje za to, kar so oni namenjeni in lahko oni ustvarijo svojo družino po svojem lastnem okusu. In se veselim, da bova midva imela tega časa skupaj. Ampak da bo ta skupen čas dober, je ključno, da imamo mi potem eno skupno vizijo. In da del tega vizije je to, da otroci pač grejo iz našega doma. In razlog, zakaj je potem to postane mogoče majčken lažji za žena, da lahko jih tudi sprosti, je to, če je mož tudi vključen v ta proces, v njihovo vzgojo, da on je vključen v njihovo življenje, da on jim da gorivo in tudi pogum, da lahko oni soočajo tudi z vsemi izzivami, katere življenje se predstavlja. In da je on tisto primarno oseba, s katero ona izčrpa svojo duševna moč ali izpolnitev, da je ona povezana z njim in potem je lažje, da tisto povezanosti, katero je imela prvotno skupaj z otroki, da je lažje, da se lahko pusti, da oni živijo svoje življenje. In še ena stvar, ki je nepomembna, je, da je mož tudi finančno odgovoren, torej da imata, skupen budžet, in da finančno prispeva in da je tudi ta odgovorna oseba, ki nosi to finančno breme. Zdaj, če možu uspe zadovoljiti te potrebe, po pogovoru, po nežnosti, vključenosti v družino, se ona počuti ljubljena. In o tem bomo potem še malce več govorili. Na drugi strani imamo pa moške potrebe. In to je vprašanje za vse žena. Danes, kaj vi mislite, da je kaj najbolj pomemben za vaše soproga? Pogovor? Jasno, pogovor. To bi si moral želeti, Pravzaprav so dve stvari, ki nekako po moški kulturi dve stvari, ki tekmujeta za prvo mesto. Ampak v večinih seznamo, kako se možje odgovorijo, je prvo stvar je pohvale. Občudovanje. Potrditev. Pravzaprav odobravanje.
odobravanje. Zelo podoben, kakor je bilo tudi na začetku, kakor sem jaz znal nameniti svoje pozornosti in veliko besed in veliko poslušanje Barbie. Ona je tudi imela nekaj v svojih očeh. Tudi v svojem besednjakom, kadar se je ona dobila skupaj za svoje prijateljici in je najin vesi začel zelo hitro rasti in potem se midva odločila, da se bova poročila. Ona je govorila o meni samo v superlativi. In takrat, ko sva midva hodila potem po Tivoli in sva potem sedela na klopci in sva se pogovarjala, in način, kako je ona govorila o meni, način, kako je tudi meni gledala, jaz sem imel občutek, da sem jaz Iron Man, Batman, Superman in Spider-Man, vse v eni osebi. In jaz bi lahko samo Luno vzel in bi jo lahko dal. Potem so se poročila. Čez nekaj časa niti žarenca nisem znal dobro. Sem še šel iz špica sveta nekam v njenih očeh. Torej ta ideja v moški, glede ta odobravanje, ta spoštovanje z njene strani, ta občudovanje, ta pohvale, je eno stvar, ki je pri moških zelo ključna. On ni otrok, če pa to potrebuje. On je samo drugačen od nje, ne napačen. In je ključno, da se pridemo majčken v razumevanje glede ta dva svetova. Sva enako vredna, pa nismo isti. In ta odobravanje, ta pohvale je ena ključna sestavina, ker to je kot magnet za moških. Oni bodo vedno so nagnjeni v teh mestih in teh ljudeh, ki znajo jih odobravati, pohvaliti, spoštovati, potrditi. In če pa si želimo, da možje pridejo domov, potem lahko veliko naredimo, da bo ta atmosfera, ena atmosfera odobravanja. Eno dinamika, ki je precej prisoten. Se mi zdi, da večina možje nekako instinktivno razumemo, da vse, kar mi dejansko delamo, vsa naša angažiranost je namenjen za družino. Jaz želim poskrbeti za njih. In to željo, pravzaprav možje nekako uvrednotimo svojo predanosti ženi in otrokom s tem, kar mi delamo za družino. Ampak to nas pelje stran od njih. V večini primerih. In mož, ki želi res pokazati, koliko je on predan njim, bo še nalagal še več dela. Da bo res pokazal. Da bo še več prinesel domov. In še bolj, da on angažira za njih, še manj je ona zadovoljna. Ker ona ne ovrednoti njegovo predanosti njim s tem, kaj on dela za družino, ampak kaj on dela z družino. In je samo ena črka razlika. Z ali za. In ta ena črka lahko ogromno napetosti, konfliktov, zagrenjenosti lahko povzroči, če pa ne razumemo dinamika, ki je tle v zadnji. Oba sta dobro namerna in oba želje so na mestu. In majčken razumevanje in majčken spremembe, kako mi damo pozornost na te stvari. Naprimer, mož je angažiran, dela zunaj, pride, se odloči, da bo šel domov, pa ne v lokalu, ampak gre domov. In potem pride čez vrato. In kar bo zdaj prišlo iz njenih ust, je zelo ključno. Cele dneve sam delaš, nič te ni doma, ne. Kdaj boš ti z otroci? Glej, odrasli bo, sploh te ne poznajo, ne. Mrzlo večer, a ti je lahko sploh kdaj pokličeš, pa kdaj prideš domov, ne. In tako naprej. Vprašanje, a je vse, kar je ona zdaj povedala, ima tudi nekaj resnice. Resnice. Ja,
Vse žene bodo rekli, ja. Može, a je nekaj na tem? Ja, seveda je. Sam dostkrat žena ne razume, da lahko samo z enim stavkom lahko zredira od 8 do 10 ur njegovega angažiranosti, ki je predvsem njim namenjen. Spoznam može, ki so nastale same, pač družine šla narazen, a ne sami. In potem gledajo na vse to, kar imajo in potem sprašujejo, lej, za koga sem jaz vse to ustvaril? In instinktivno vejo, da to ni njim namenjeno, ampak so dobrosrčno, so želeli nekaj ustvarjati za tisti, ki so bili povezani z njim. Mogoče ni imel veliko razumevanja za njeno sveta, ker on je najbolj pomemben osebo v njenem življenju in ona si želi njegovo bližino, njegovo prisotnosti, njegovo prijateljstvo nazaj. Ampak žena lahko čist drugače sprejme njega, ko on pride domov, če pa zna dati priznanje, neke odobravanje, neke pohvale na tisto, kar on dela za družino. In če bo znala dati pozornost na to in to dvigati in reči, koliko sem jaz hvaležna za vse načine, kako si ti angažiran za nas. Hvala ti. Zelo te spoštujem in zelo to odobravam. Ta mož bo imel take ušese. A res tako misliš? Ja. Ker večina može se ne sprašujejo, kaj ona čuti do njega, ampak on sprašuje, kaj ona misli o meni. In večina žena se ne sprašujejo, kaj on misli o meni, ampak sprašuje, kaj on čuti do mene. A sem še zaželjena v njegovih očeh? A sem lepa? On se sprašuje, a sem sploh sposoben, a znam, a sem zmožen. Dostkrat mi reče, joj, tam luč ne dela. Jaz rečem, zanimivo. A je to vabilo, da jaz zamenjam žarnico? Ja, je. Potem pozabim. Pa mi reče še enkrat, tam luč ne dela. Res. Spet pozabim. Pa tretjič mi reče. Tam luč ne dela. Potem se končno lotim, zamenjam. In zdaj ima spet ona izbire. Kaj bo rekla? Običajno reče, joj, končno. In jaz. Ali lahko reče, joj, fantastično, hvala ti. Koliko sem vesela. In potem jaz vprašam, še kakšno žarnico? Dostkrat, ko govorimo o spremembe v odnosu, ne govorimo o tektonske stvari, ki pa se morajo zgoditi. Dostkrat gre za majhne stvari, ki lahko naredijo ogromno razlika. Posebej, če razumemo, iz česa izhajamo. Kaj je pomemben za njo? Kaj je pomemben za njega? In ko pa to razumemo, potem se lahko majčkeno spreminjamo svoj pristop, svoj besednjak. Lahko naučimo določenih besede, ne kot tehnika, kako lahko jaz manipuliram svojega partnerja. Ampak kaj lahko naučim, da dam mojemu partnerju tisto, kar ona ali on potrebuje? Kaj ga užge? Kaj mu da tisto energijo, tisto spoštovanje ali ljubezni, katere išče in si potrebuje? Torej, ta odobravanje, pohvale je ena ključna stvar za večino može in predvidevam, da to tudi drži tle med nami. In je pomemben, da za ženske, ker pa če pa za ženo najboljša in najbolj pomembna sestavina za njo je pogovor in teh dejanje nežnosti, potem kje je ona najbolj ranljiva?
na njegovo odsotnosti. In njegov molk ali tišina. Žene niso dobri v prevajanje tišina. Za možje tišina jim predstavlja sprostitev. Za večine žena tišina predstavlja napetost. Torej imamo izziv. A se bova pogovarjala, a se bova v tišini. In če lahko ustvarjamo potem, ko mi razumemo, kaj pa mi dva potrebujeva, potem se lahko začnemo tekmovati v dajanje daril drug drugemu. In to je bistveno bolj efektivno kot to, da jaz zahtevam od svojega partnerja tisto, kar jaz potrebujem. Ker če pa imamo zahteve v odnosu, zagotavljam vam, to bo zadušil vaš odnos. Zahteve v medsebojnih odnosih ne delujejo. Če pa znamo damo darilo drug drugemu na podlagi tega spoznavanja, in če pa danes, ko gremo skozi te sezname in mogoče vam ni blizu, potem je potrebno, da se vidva se pogovarjate med seboj in da vidva ugotavljate, kaj je za vaju pomembno. Ker mogoče to ni glih po vašem merilu. Če pa ni, pa potem ugotavljate, kaj je to pomembno. In to informacijo delite z drugim, da boste vedeli, na kakšen način lahko jaz na nek način ugajam svojega partnerja. Možje imajo še eno drugo stvar na svojem seznamu. Ta dva zelo močno tekmujeta. Ta prva je odobravanje oziroma pohvale, ta druga je in to je dovoljeno v cerkvi o tem govoriti, torej spolnost. Ja, spolnost. In to ni nekaj čudnega, kakor smo prej govorili, ko je bil Adam ustvarjen, Bog je mu dal en zapoved. Kaj ne naredi? Množite! A veš, kaj to pomeni? To pomeni spolnost. Ja? In Bog je v zakonov. Svet. Med Adam in Evo. In Bog je ugradil v človeku tisto, kar je potreboval, da bi lahko izpolnjeval Božji zapoved. Fantastično. Torej, imamo en določen nagon, drive, se reče v angleščini, tisto željo. Ampak, ko je Bog potem potegnil nekaj iz Adama in je naredil Eva, se mi zdi, da je dal Evi to področje komunikacija. Rada govorim, tam Adam stoji. In to vemo, ker ko je Kača prišel njo prepričati, nekaj početi, mi vemo, kaj se je zgodilo. Tragično. Ko je ona vzela sadež in potem je obrnila možu in je dala tudi njemu, ki je bil zraven, piše v Svetem pismu. In kaj pa je Adam naredil ves ta čas, ko pa je Eva govorila s Kačo oziroma Kača z njo? Kaj je rekel? Nič. Sta se znala pogovarjati. Se vem, ta molk za možje lahko zelo navarno. In smo doskrat tako v dilemi. In dostikrat potrebujemo eno spodbudo, da izjasnimo, da govorimo, da artikuliramo, kaj mislimo, da stopimo takrat, ko je potrebno. Saj to je moj izziv, vedno, še danes. Biti mož akcije, biti mož, ki prevzame odgovornost, mož, ki vzame koraka, takrat, ko je potrebno. To je naš klic, del tega padlega ostanek, ki je ostal skupaj z Adam in posledično na vseh nas, je moški pasivnost. In hvala Bogu imamo v nekogar,
Jezus oseba, ki je bil vse razen pasiven. Ko je bilo potrebno nekaj narediti, glede ta celotna grešna stvar na zemlji, Bog je vprašal, kdo bo šel za nas. In sin je rekel, jaz bom šel. In on je vzel inicijativo in je bil človek akcija. Človek, ki je bil pripravljen posredovati. In to je klic, ki je na vseh nas kot možje. Ampak druga pomembna stvar je spolnost za može. In Bog je to ugradil v njem in to je ostalo v Adamu. In če ste opazili na tistih 5 potrebah ženskih, ki sem jih omenila, a ste nekaj opazili, oziroma opazili moški, da na tem seznamu prvih 5 pomembnih potreb za ženske spolnosti ni. In zdaj, če bi šla čez seznam moških potreb, prvih 5 pogovora ni. In zdaj, če tega ne razumemo, da smo tako različno narejeni, lahko pride do obsojanja, napetosti, konfliktov. In ker on nima več tega pogovora, kot Adam, instinktivno se želimo vrniti nazaj v prostor, kjer čutimo, da nam je mesto. To je blizu njegovega srca. In zato včasih tako, hočemo skočiti tam, se zanimamo, kaj čutiš, pa kaj misliš, pa kaj imaš, kaj razmišljaš, želimo imeti te pomenljive pogovore. In potem, ko še moški reče, pa kaj kar rine vame. Zato, ker vemo, da je naše mesto tukaj noter. In mi smo v večini primerov iniciatorke pogovora, ker je to nekaj, s čemer smo mi poživljene. Ampak, V večini primerih so možje tisti, ki so iniciator spolnosti. In jaz želim imeti dostop do njeno telo. Jaz sem se poročil z njo, s tem namenom. Čisto legalno pravico. Sem bil časten mož in sem želel čakati, dokler da se midva poročiva, da imam dostop do njeno telo. In jaz spodbujam tudi svojo lastno hčerko, smo vzgajali na tak način, da naj ona ohrani to čudovit dar za oseba, ki je pripravljen prevzeti odgovornosti za njo. In to pomeni poročiti z njo. In takrat, ko on to naredi in ona dva svojo zaveze naredijo z drugim, potem ti z vsem, kar imaš, lahko podariš svojo telo njemu. Ker zdaj pripada njemu. Jaz želim dostop do njeno telo, sam. Če pa želim to, jaz moram negovati njeno dušo. Ker pot do njeno telo je skozi njeno dušo. Ker če pa želim samo spolnosti z njo, ampak si ne želim nič z njo kot njeno dušo, jo ljubiti, jaz naredim iz nje samo navadna prostitutka. In ona enkrat mi je tudi to rekla. Če ti rabiš nekoga, ki lahko kuha zate, lahko nekoga najamemo. Če rabiš nekoga, ki ti pere vse svoje porilo, lahko najdemo in najamemo nekoga. Če rabiš nekoga za pomoč pri vzgoji, lahko tudi najamemo nekoga. Tudi če rabiš spolnost, lahko tudi najamemo nekoga. Torej, kdo sem jaz zraven tebi? In mi je zvala, mi ni bilo všeč na nek način. Spoštljiva je vprašala. Ampak je želela vedeti, da pogrešam te. Sem zraven tebi, ampak nimava dost tazga duševno povezanosti, katera meni poživlja. In sem zanemaril ta del najnega odnosa. In sem mogel prevzeti odgovornosti za to in nuditi nekaj novega. Ampak, žena, ne pozabiti, vi želite tudi dostop do njegovo dušo. A je tako? Kaj se dogaja s tabo? Kaj razmišljaš? Kaj čutiš do meni? Ja? To so vse te vprašanje v zvezi z našo dušo. Ampak pot do našo dušo je skozi našo telo. Negovanje našo telo na nek način pomaga može, da se počutijo spoštovane iz vaše strani. In posledično se mi potem sprostimo in smo potem pripravljeni se pogovarjati. O karkoli. Reči, vprašaj me, te kaj zanima, vprašaj me.
Torej, spolnost je Božji dar in je namenjen znotraj teh mejah, ki mi imenujemo zakon. Za dva, ki sta rekla pred Bogom in drugim, da si želita živeti z drugim do konca, dokler da smrt njiju ne loči. In spolnost je en čudovit dar. Žena se počuti povezan preko besede in pogovor. Možje se počutijo povezani preko tega fizičnega bližina v spolnosti. In če mi govorimo o intimnosti, žene imajo čisto svojo lastno predstave, kaj to pomeni. Ponavadi oni vidijo eno okroglo mizo kot take, ki ima 2 stola, 2 krožnika, pa 2 lepe kozarce in eno flašo vino, pa mal pršut, pa mal sir in sedite in se pogovarjata. To je intimnost. A je tako? Govorim resnico. Seveda. Ko pa mož rečemo intimnost, on ima čist drugo predstavo. In o tem jaz ne smem, ker to bo posnet danes, in tam pa bo gre. In to bo katastrofa. Bom dobil prijave. Ni napačno, je samo drugačno. Če ona razmišlja o intimnosti in jaz razmišljamo o intimnosti, mi imamo 2 totalno različne stvari. Pred parimi leti sva bila na eno... Smem? A to reči? Ja. Za čas. Par minut. Zadnjo zgodbo, potem bom nekaj. 20. obletnico sva na Hrvaškem in ona mi sprašuje. Sediva in imamo intimnosti po njenem. Sediva in pršut in sir in se pogovarjava. In ona meni sprašuje, ti od 7. leta v zakonu so začela potem imeti nek takih otoki čez leti, ko sva midva šla na svoje za 2 noči in sva uživala. In ona potem me sprašuje, kaj pa ti najbolj spomniš od teh najnih potovanj skupaj? Jo. In ko mi je rekla, da sem tako imel predstave, ampak meni je bilo malo sram. Pa ti sem vprašal, ti želiš res vedeti? Rekla, ja, seveda. Sem rekel, jaz se spomnim čist vsak najnih spolnih dejanj. Imam cel katalog slik, ne fizični, ampak v glavi. In me gledala. O, res? Sem rekel, res? In potem sem jo rekel, in kaj pa se ti spomniš? In potem je začela meni razlagati za kar nekaj časa o vse teh raznih mestih, kjer sva bila, in ko sem prišel za njo, enkrat sva bila na enem jezeru v Ameriki in sem prišel za njo in sva tam bila na jezeru in mi do natankosti mi pove, kaj se je čutila takrat. In gledava luna in potem sva bila na enem pomolu, kjer sva tudi hodila in sem prišel in sem jo za roko vzel in midva se in je povedal vse svoje občutki pri tem. Ne? In to je kar trajalo. Po vsem tem pač njenem, potem sva imela potem intimnosti po mojem. Ampak samo zato, ker sva midva različna, ne pomeni, da sva midva napačna. Ne? Možje je pomemben ta pohvale, ta ceniti, odobravanje, potem spolnost, potem... In samo to, če želimo, mislim res, me žene si želimo biti edine in prve v njegovih očeh. Bog ne daj, da bi pogledal kakšno drugo. In zato moramo biti tudi modre žene, kot pravi Sveto pismo, da ga ne porivamo ven iz posle. V bistvu si želimo, da je on edini in da sem jaz edina v njegovem življenju, ampak moramo se vprašati, kaj za to naredimo potem. Sveto pismo nas zelo opozarja, da naj se ne odtegujeva drugemu razen po sporazumnem dogovoru. In to ne bo za dolg časa. Tisti, ki imate majhne otroke, enkrat mi je ena socialna delavka, ko sem jo vprašala, ko je delala na ločitvah, kaj je najpogostejši vzrok za ločitev. In nisem pričakovala tega odgovora. In je rekla, otrok v posteli. In če otrok leta in leta v posteli, pride 1., 2., 3.,
kje je potem mož. In noben mož se ne bo upal reči ženi, da mu to ni všeč, ker noče izpasti brezčuten, neljubeč, sebičen in tako naprej. In bo tiho in bo pač v tišini trpel ali pa bo najdel kakšno drugo varianto, ki ženi ne bo všeč. Torej, bodimo modre. No, in hitro, ker moramo zdaj zaključiti, še ostale potrebe, moški si želi v bistvu rekreativno partnerko. In to je zanimivo, v bistvu ni mu zdaj glih neka rekreacija, ampak ponavadi, to pomeni, da nekaj počneta skupaj za ramo ob rami. Neko aktivnost, v kateri je on poživljen. Ali to, recimo Slovenci radi hodijo v hribe, ali pa tečejo, kolesarijo, ali pa vrtnarijo. In ko nekaj počneš fizično aktivnega, si pa navadi tako zadihan, da ne moreš niti govoriti, ne. In možem taka aktivnost zelo prija, ne? Ker so poživljeni ob neki dejavnosti, želijo si dejansko početi nekaj za svojo družico, to, katero so si oni izbrali, da nekaj skupaj počneta, ampak brez govorjenja. On je ob taki dejavnosti tako poživljen, kot smo mi, ko se pogovarjamo. In zato mu lahko kdaj pa kdaj damo tudi darilo tišine. Da počnemo neko dejavnost z njim, ramo ob rami, brez govorjenja. In to smo tudi na začetku počeli. Smo se znali tudi sprehajati, smo bili čisto srečni, samo da smo ob njem. Samo da smo mi dva skupaj. In še ena stvar, ki je možu zelo pomembna, je, da ima privlačno partnerko. Kaj je privlačno? To vidva vesta. To ne pomeni, da se moramo meriti, primerjati pa tekmovati z vsemi plakati, z posterji in revijami. To ne pomeni to, ampak veste, kaj njemu ugaja. In njemu ugaja, ko mu vi želite ugajati. Čisto preprosto. In ni časa, da bi o tem preveč razlagala. In seveda in zadnje to, da zna ona poskrbeti za dom. To, ko sem na začetku rekla, da je skrbna žena, skrbna mama, dobra gospodinja. Zadnjič je en gospod tako hvalil, so bila na enem obisku, koliko ona dobro kuha in koliko je on blagoslovljen in koliko je ona čudovita. In je bilo tako, in ona je potem rekla, ampak veste, kaj on se zna, koliko je on spreten, on je samuk. To je bil starejši par, ki sta kar, pa nista vedela za ljubezen in spoštovanje, ampak sta kar tekmovala, kaj boste dobrega drug drugemu povedala. Torej, in če ženi uspe nekako zadovoljiti moške potrebe, se bo on počutil spoštovan, ona se bo počutila ljubljena. In zato Efežani 5:33 tako čudovito reče, možje, ljubite svoje žene, žene, spoštujte svoje može. In če pogledate, nam ženam je tako naravno ljubiti, živimo v tem svetu ljubezni, negujemo, skrbimo. To, da nam Bog reče, da naj spoštujemo in nas prosi nekaj, da stopimo izven svoje cone udobja. Da naredimo nekaj, kar nam ni povsem naravno. Ta svet spoštovanja, potrditve, pohvale in to nam je marsikatera žena reče, pa meni to tako tuje, jaz niti ne znam z besedami, tudi ko rečem, mi tako zveni čuden. In možem narekuje, da naj ljubijo, ne spoštujejo. Ker spoštovanje ni v moškem svetu povsem naravno. Moški se lopnejo po ramenu, reče, wow, dober, bravo. Ima en svoj kodeks spoštovanja. In to, da jim narekuje, da naj ljubijo, pomeni, da oni stopijo iz cone svojega udobja, naredijo korak nekaj naprej, kar je njim nenaravno. In vsi tukaj potrebujemo Božjo pomoč. V bistvu smo poklicani, da naredimo nekaj nadnaravnega. Nekaj, ker potrebujemo dejansko Božjo pomoč, nekaj, kar je nasprotje naše narave. In zato Božja beseda tako čudovito pravi, da mož in žena skupaj v bistvu odsevava podobo Boga. Ne samo mož, ne samo žena, ampak če zmoreva te najne razlike, ne da se kreše, da dela, ampak da znava nekako priti skupaj in se dopolnjevati. In ja, včasih pride do konfliktov, do napetosti, kot v vsakem odnosu. In knjiga Ljubezen in spoštovanje čudovito govori o tem začaranem krogu, poživljajočem krogu, nagrajajočem krogu,
ali pa tečaj ljubezen in spoštovanje, kjer imamo več časa, da se dotaknemo vseh teh stvari. In letošnja tema svetopisemskega maratona je nič ne skrbite. In že tukaj se moški in ženske tako razlikujemo tudi v tej skrbi. A ne? Ženske dejansko skrbimo za odnose, ko so otroci, za odnos mož-žena. A ne? Možje ravno tako skrbijo, ampak za druge stvari, skrbijo glede dela, glede službe. In zato, ko moški izgubi službo, takrat, ko je bila kriza, je bilo veliko mož depresivnih. In ko so strokovnjaki gledali, so ugotovili, da je več samomorov med moškimi kot med ženskami. In to je bilo v času krize, ko so izgubili službo, zato ker to jih skrbi, to jih bremeni, kako bomo skozi prišli čez mesec. Ne? In že ta skrb je povsem, zakaj skrbimo ženske, zakaj skrbimo moški, se povsem razlikujejo. In lahko prenašamo svoje skrbi njemu. On je ključen dejavnik tudi v tem odnosu med nama. Jaz moram dovoliti, da jaz kot mož izčrpam največje pohvale in odobravanje iz mojega odnosa z Bogom. Moja žena ne more biti primarna izvir tega za mojega življenja. Če ne bom jaz zelo ranljiv na tem področju, na nek način potem ona nosi moje moškosti v rokah. Pa to ne drži. In lahko kot Božji sin slišim, doživljam njegovo odobravanje, samo da jaz verujem v njegovega sina Jezusa Kristusa, imam že njegovo odobravanje in njegove veselje nad menoj. In to je moč za mene kot mož, da vem, da imam njegovo odobravanje in njegovo večno potrditev na moje življenje. V isti meri jaz ne morem biti tisto osebo, jaz rad rečem, da je Barbara, ona je črna luknja. Ne, to jaz rečem zase. Ja, vem. Pa ona je črna luknja za odnose. Na nek način to odseva Božji lik, katero ona tudi nosi, njegova podoba. Ker Bog je sposoben imeti oseben odnos za 7,5 milijard ljudi, ki so na zemlji. Torej, Bog sam je črna luknja za medsebojnih odnosov. In Bog lahko istočasno govori z vami, z mano, z njo, z njim. On je sposoben za medsebojnih odnosih. In na nek način žena to odseva. Ampak mož ne more biti tisto osebo, ki je konec koncev odgovoren za njeno zadovoljstvo. Ona mora dovoliti, da je Bog tisto oseba, ki izpolni njeno najglobje hrepenenje po intimnosti. In Bog je tisto oseba, katero jo ljubi, ki jo ima rad, ki jo da tisto pozornost, katero lahko vsak dan doživlja, ker dovoli, da on njej spregovori in štima njeno samo podoba. In dobi svoj občutek pomembnosti iz tega odnosa, ki ima primarno skupaj z Bogom. Jaz kot mož lahko dodam in prispevam njenih sreči, ampak jaz ne morem biti konec koncev odgovoren za to srečo. In če bomo mi vsak v tej sobi posvetili Bogu, jaz kot mož, ona kot žena, potem bo v bistvem boljšem stanju, da lahko dovolimo, da je Bog tisto primarno izvir mojo srečo in potem midva lahko iz tega razumevanja, ljubezni in spoštovanju lahko prispevava še večji sreči drug drugemu.